tem trenutku lahko rečemo pravzaprav naslednje. Demonstracije tukaj v Mariboru so ilegalne, niso prijavljene in niso dovoljene. Druga zadeva, kar je velika večina ljudi, je zlorabljenih. Zlorabljenih se strani skupine nekaj 100 organizatorjev, ki so izvali tudi nasilje. Policija je na to nasilje odgovorila, več o tem vam bo povedal generalni direktor policije. V tem trenutku apeliram tudi na vse novinarje, da korektno opravite svojo nalogo. Pred 5 minutami poslušam, da so mariborske ulice polne demonstrantov, da so mariborske ulice polne policije, ki se spopada z protestniki, da je urgenca polna. Gospe in gospodje, lepo prosim, nič od tega ne drži. V tem trenutku so demonstracije končane, tu in tam imamo opravka še s posamezniki, ki se niso razšli. Ja, jaz sem danes že drugi ponedeljek v Mariboru in glede na tisto, kar se je zadnjič dogajalo, smo ocenili dogodek z visoko stopnjo tveganja, kajti tudi zadnjič so letele kocke in bili zaradi tega policisti poškodovani. Tudi danes imamo najmanj 5 policistov poškodovanih, lahko da bo še kdo, komu da se bo razbolelo jutri. In zaradi tega, ker je bil tak stopnja tveganja, je dobila tudi policijska uprava Maribor potrebno pomoč za vzpostavitev javnega reda. Jaz moram reči, da sem v veliko štabih sodeloval oziroma veliko štabov vodil v življenju, da takih demonstracij ali takega nasilja še nisem videl. In nihče mi kot policistu ne bo mogel reči, da so vsi prišli na te demonstracije, ki niso bile prijavljene, ki niso bile organizirane in o katerih je kolega tiskovni predstavnik iz policijske uprave Maribor tudi cel dan opozarjal, da so prišli v kapucah z maskami, z nahrbtniki in s kockami noter, ker je bil točno namen. Namen je bil sprovocirati nemire in še enkrat bom vprašal, kaj namen res kdo želi, da bi bili ljudje, tisti, ki pridejo na take demonstracije, res potem ranjeni, poškodovani ali še kaj hujšega. In bi res predlagal, da če so namen demonstracij potem ogrožene varnosti ljudi in premoženja, da bi raje predlagal, da se drugačne oblike protestov organizirajo in da ljudje na take ne hodijo ob tem, da so potem lahko ogroženi strani tistih, ki to izrabijo za nasilje. Legitimne so nekatere zahteve, legitimne so mnoge zahteve, ljudje pričakujejo marsikaj, vendar potrebno je povedati tudi to, da je to potrebno reševati na miren način in ne nasedati skupinam provokatorjev, ki lahko pripeljejo do nasilja in danes so pripeljali do nasilja. Povedati je pa tudi to, tudi če kdo misli, da je anonimni organizator, je odgovoren za škodo, je odgovoren za nasilje in storili bomo vse, da se te ljudi izsledi, da se te ljudi najde in da se jih pripelje pred roko pravice.